Generator in Anina, zdravo. Živijo, pozdravljeni. Je bile danes župa za kosilo? Ja, v bistvu se trudim po zimi vsaj, da je vsak dan župa za kosilo. Nekako verjamem v to, da mora biti nekaj toplega za trebuh. Ja, je bila, ja. Za južno pa župe ni treba. Ne, bomo videli, kaj bo jutri. Jutri pa bo iluzija. Jutri pa iluzija, ja. Zdaj v tej pesmi pač se tokrat večkrat sprašujemo o tem, kaj je res, kaj ni, kaj v bistvu je smiselno, a ne? Ali je bolj, da določene stvari, občutki ostanejo bolj samo iluzija. Ki pa je nasprotje resnice, verjetno. Tako, pa morda tudi čar v tem, ne, da je iluzija nedosegljiva. Zato pa je tako zanimiva, ne, ker nam pač nekako ni, ja, tako, ni dosegljiva. V zadnjem času pa se vseeno, imam tak občutek, meja med resničnostjo in iluzijo briše. Res je, tudi sama sva pri videu, ko sva ga snemala, poskrbela za to, da bi čim bolj predstavila nekako to, mislim, rečemo temu v navednicah, distorziran svet, ne? Nekako pokrivljen, tako da znašla sva se kar z kozarcem steklenim od kosmičev in ukrivila realnost. Prepletajo se tudi različne barve v videu, ali to kaže razpoloženje? Ja, res je. Mogoče je kar intenzivno, saj jaz doživljam to pesem precej intenzivno, tudi sama produkcija je aranžma, tista linija pri brasih je taka res, da te zbudi. Tako da, ja, so morale biti žive barve, no, se mi zdi. Tako, v bistvu se pa sproti odločava, tako, ko snemava, vidiš, ne, eno idejo imaš, potem pa proces tudi spremeni, ne, sam potek. Iluzija pa najavlja tudi istoimenski album, ki izide marca prihodnje leto. Tako najavlja v bistvu skoraj istoimenski album, ker se imenuje Iluzije, torej Generator iluzije, 12. marec, Kino Šiška, lepo vabljeni vsi, da ovekovečite ta moment z nami. Praznujemo tudi 10 let obstoja, tako da bomo res veseli, če nas bo čim več. Tako da pridno generirate novo glasbo. Tako, kot smo rekli, se držimo plana. Bova pa enega izmed produktov sedaj spustila tudi našim poslušalcem, zato Anina, spusti nam iluzijo. Velja.